Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o obilju denarja in govorili bomo tudi o programih, ki te zadržujejo od tega, da bi imel denar. A poznate kakšnega, ki reče, jaz lahko vse šenkam, vse lahko naredim zastonj, samo računati ne morem. Druga stvar, a poznate koga, ki reče, veš, jaz imam občutek, da moram zmeraj nekaj dati nekomu za povrh. No, to so programi, ki vam ne koristijo do obilja, ker dejstvo je, da če ne znaš računati, tako ali tako dobiš ljudi, ki se bi peljali zastonj in ti veselo razdajaš, to je sindrom prostitucije na en način. No, ampak vam povem zgodbo iz svojega življenja, iz svojega otroštva. Moj oče, glede na to, da jaz sem zrasla na veliki kmetiji in vedno smo živeli od kmetije, je večkrat v zimskih mesecih, verjetno takrat, ko ni bilo izobilje denarja, enostavno šel prodajati žganje, šnopc. In spomnim se, ko sva se vozila od kmetije do kmetije, oziroma od gostilne do gostilne, in on je šel noter in vprašal, če rabijo žganje, in tam, kjer so rabili žganje, potem so to pretočili, in tam, kjer niso rabili žganja, midva sta šla naprej. Se pravi, nihče ni rekel, ti, ki prodajaš žganje, si slab človek. Ti, ki prodajaš žganje, si berač. Nihče. Tisti, ki so rabili žganje, so rekli ja, tisti, ki so pa rabili žganje, so rekli ne. Se pravi, to ni povezano z vrednostjo človeka. No in zdaj, ko mi to razumemo, da prodaja, to je tudi moj program, prodaja je reševanje težav drugih ljudi. Človeku pomagaš pri tem, da pač bolj živi s tem, s tvojim produktom. Ne glede na to, kaj prodajate. No in naprej, zakaj sem se odločila, da tale video posnamem. Bila je premenjena gospa na svetovanju, ker je rekla, jaz ne razumem tega, zakaj smo vedno brez denarja. Znamo pridelati, ampak ne znamo obdržati denar. Vse, kar imamo, steče med prsti in potem smo šli skozi njene podzavestne programe in verjamem, da marsikdo izmed vas ima tudi podobne programe. In potem vam bom razložila, od kje to izvira. V glavnem, njen program je, ne zaslužim si denarja. Denar pokvari ljudi. Denar iz ljudi potegne najslabše. Imam potrebo po zlorabi, imam potrebo po izkoriščanju in moram biti pridna punčka, za ljubezen se moram potruditi in imam občutek manj vrednosti. Se pravi, kakor hitro imam občutek manj vrednosti, imam tudi občutek, da si ne zaslužim. Avtomatično. No in potem naslednjo zadevo, kar imajo doma, razprtije glede dediščine oziroma so imeli. In pogledajte, tukaj noter je spet povezan to z denarjem. Dediščina, denar, izkoriščenost, zloraba, zavrženost. To so neke kode, ki se duša odloči, da jih bo predelala v življenju. No in prav pri tej gospe, ta njen občutek pomanjkanja ali pa da je nekomu dolžna ali pa da ne upa zaračunati tako, kot se zagre, izvira iz srednjega veka. V srednjem veku je bila tlačanka, sta bila z možem tlačana in točno določeni osebi imata občutek, da sta vedno nekaj dolžna, čeprav oni imajo, ampak prav določeni osebi sta dolžna. No, te dve osebi sta bila grofa, lastnika zemlje, one dva pa tlačana. No in v tem življenju so se odločili, da bojo pač sosedje in da enostavno njena duša si prišla naučiti postaviti svojo vrednost, postaviti meje, postaviti se za sebe. No in spet naprej, kaj je zanimivo. Prav to, kamor se človek redi, ker na koncu naše telo je zemljevid naših čustev. Ma obilno prse pomeni, jaz samo dojim druge. Ampak kaj pa jaz dobim nazaj? Prav tudi recimo rak na prsih za ženske, samo dajem, kaj pa jaz dobim nazaj. Tako da tisti, ki imate potrebo potem, da kupujete ljubezen, da poskrbite samo za vse ostale, samo za sebe, ne, se morate vprašati, kakšen program boste. O tem sem že večkrat govorila, mišični test, še enkrat vam bom pokazala, se pravi, če roke prekrižamo, zaradi tega, da povežemo levo in desno polovico možganov,
In vdihnemo, zamižimo in če na svoje ime, recimo jaz rečem, jaz sem Minka, grem naprej, in če rečem, moje ime je Pepca, grem nazaj, ker nisem. V glavnem na ta način lahko preizkusimo vse te podzavestne programe in naslednja stran. Poglej, naslednja stvar. Strah, ta gospa ima strah pred pomanjkanjem. Prepričanje, da meni ne pripada obilje denarja. In ne znam jasno postaviti cene. Nekaj moram dati za povrhu. Bojim se, da bi bila nekomu nekaj dolžna. Verjetno v enem od življenju je človek kaznovan, zato ker je bil nekomu nekaj dolžan in potem se odloči nikdar več in potem daje za povrh. In seveda se spozi. No in prav to. Kdor ni pripravljen sprejeti, niti tistih, veste, ko nekdo reče, je že v redu, 1 evro. Če nisi pripravljen sprejeti, kako naj te vesolje nagradi z več, kako naj ti da več, je nemogoče, ker nisi pripravljen sprejemati. Zato je zelo pomembno, počistiti podzavestne programe, kar se tiče obilja, denarja, prodaje in potem naslednja stvar, tudi glede varnosti. Ker poglejte, časi, ki so zdaj, so res taki turbulentni. In marsikomu se vzbudi strah glede preživetja. Kako pa bo? Kaj pa če bo odpuščanje? Kaj pa če bo to? In te zategne strah. Strah ni vibracija ljubezni. Strah je nekaj, kar te zadržuje nazaj, ki ti daje okove, ki ti ne dovoli, da bi letel, razširil krila, da bi šel naprej. Ne moreš iti naprej. Zato prepoznati svoje podzavestne vzorce, jih počistiti. No, jaz zdaj pripravljam naslednjo knjigo in še v letošnjem letu bo izšla, kjer bo točno vodič po tem, se pravi, denar in izobilje, preživetje, samopodoba, da v bistvu greš skozi podzavestne programe, zakaj se tebi to dogaja. Ker če tega ne počistiš, duša to nese s sabo. Enkrat mi je rekla ena gospa, je rekla, pa kje mene moja duša najdla? To je tvoja duša, ni da te je najdla. Enkrat drugič mi pa ena gospa rekla, ker ima kar precejšnje izzive s tem, da vedno vse izgublja, se pravi, ima potrebo po izgubi, vse izgublja. Zna zaslužiti, ampak hkrati izgublja. No in je rekla, veš, jaz sem bolj razvita duša, pa za druge odplačujem. Ne, svoje odplačuješ. Vsak ima svoje za predelati v tem življenju in ni, da ti prevzemaš od soseda, pa še njegov drek predelaš. Ne, svojega imaš zadosti za predelati. No in potem naslednja zadeva, gremo majčkeno na dediščino. Dediščina je ravno tako potreba po izgubi, kdor jo ima, bo zmerom zvesel. Ga izigrajo, je na zadnjem mestu. Zato je tako pomembno, da počistimo to potrebo po izgubi. In naslednja stvar, kar se tiče dediščine. Če živite v hiši, kjer se je več rodov zamenjalo in ki je bila zmerom neka razprtija, dajte blagosloviti hišni prah, zato ker tam noter se je prihajalo v hišo in se je odhajalo iz hiše. Hišni prah je tist, kjer nosi ali blagoslov ali pa prekletstvo. Zato prav hišni prah ga blagoslovite. Blagoslovljena voda, kadilo, ni pomembno, katero kadilo uporabljate, in uporabljajte sol. Sol tudi lahko, ne nazadnje, sami blagoslovite in sol, blagoslovljeno sol, potresete na hišni prah. S tem ne dovoljujete, da slabe energije vstopajo v hišo in vem, da obstajajo, tudi jaz imam v tej hiši, imam hišni žegan, piše prav žegan. Ta blagoslov, ki vstopa v hišo ali pa ne, to so pomembne zadeve. In če imaš blagoslov, vse laufa. In če nimaš blagoslova, vse nekam gre. Zato dajte prekaditi, počistiti. Odstraniti vse tisto, kar vam blokira obilje. In še eno stvar, zdaj mi dejansko pada na pamet, kdor ima občutek po zavrženosti, ali pa potrebo po zavrženosti, ali pa da je bil zavržen na en način, da ni bilo za njega poskrbljeno v mladosti, ta občutek zavrženosti tudi nosi slabo energijo, ne nosi obilja v hišo. Zato dajte počistiti te
slabe programe, ki jih vlači duša za seboj, in dovolite, da obilje pride v vaše življenje. Zdaj pa ena stvar, kar jaz verjamem, kako stimulirati pritok tega dobrega v vaše življenje, kako povečati dobesedno in denarni tok, in povečati zdravstveni tok, in povečati vse dobro v svojem življenju in tudi dobre ljudi. Ena stvar je, da razumemo, da vse je frekvenca, vse je vibracija. Se pravi, ko se jaz naravnam na blagoslov, zdaj pa poglejte, mogoče še preklinjate. Jaz ne znam preklinjati in nikdar nisem. Ampak, a veste, ko nekaj delaš, pa rečeš preklet. Ali pa, a veste, tisto začneš preklinjati. Dajte počistiti to. Nehajte preklinjati. Začnite blagoslavljati. Blagoslov je energija ljubezni. Preklinjanje je energija teme. Dajte to narediti, zasačite se pri tem, kako razmišljate, kaj je vaš monogovor, kako grejo vaše misli, kam grejo vaše misli, ker to se vam bo začelo dogajati v vašem življenju. In ko spustite blagoslov, pogledajte, blagoslavljam vse, kar želim, da se poveča, in blagoslavljam vse, kar želim, da odide. In če imate nekega človeka v vašem življenju, ki vam nosi samo slabo zadevo, blagoslavljam te z ljubeznijo in ti dovoljujem, da odideš iz mojega življenja. Blagoslov je močna energija in če vi želite, da se v vašem življenju začnejo dogajati dobre zadeve, začnite blagoslavljati. Samo blagoslavljati in boste videli vse tisto, kar želite, da se poveča, dajte temu tok energije in ta tok energije vaše, to bo povzročil rast. Ne vem, če ste brali Anastazijo, ampak jo toplo priporočam. Preberite knjigo Anastazija in notri piše o rodovnem posestvu. Rodovno posestvo, kako lahko vsak izmed nas povzroči v svojem življenju obilje dobrega. No in to rodovno posestvo, ki je prežeto z ljubeznijo, v tej knjigi piše, kako lahko se naučimo opazovati energijo drevesa, kako lahko tistemu, kar mi želimo, da začne rast, enostavno s to energijo, lejte, ko ti usmeriš energijo, to je tok energije in tako drevo, kot vrt, kot vse ostalo vam bo dal plodove vaše energije. Zato začnite blagoslavljati, pošiljajte ljubezen vsemu, kar želite, da se poveča, in vse to bo prišlo v vaše življenje. No, prav s tem namenom sem napisala karte Prehod v novo dobo in tukaj recimo za navrh sprememba. V sebi ustvarjam nove vibracije, vsa svetlobna bitja mi pomagajo narediti korak naprej. Potem bogastvo priteka k meni v slapovih obilja. Predstavljajte si kot ocean in vi iz tega obilja lahko zajemate skavno žličko, pa imate občutek, da je vedno premalo, ali pa si predstavljate, kot da imate veliko cev, ki kar v obilju priteka k vam vse skupaj. V glavnem, dovolite, da vse tisto, kar vas ne podpira, odide iz vašega življenja in vse tisto, kar vam veča vašo radost, vašo energijo, vašo srečo, dajte tja energijo in boste videli, vse to se bo začelo večati in bo začelo pritekati v vaše življenje vse dobro. V vašem življenju se bodo začeli dogajati čudeži.